Lepo pozdravljeni, evo v še eni Oskarjevi epizodi potovalnega podcasta Oskarizmi. Delovni naslov te zgodbe je dolžnosti, pravzaprav bi moralo začeti na drugem koncu, pravice, ker vas to verjetno bolj zanima, in dolžnosti. Tukaj pa malo presenečenja potnika oziroma popotnika, če ste malo začudili, da obstajajo tudi dolžnosti in zadevo spominja na Tešnjeve fotre, ste verjetno na pravi frekvenci. Z mano boste razpredala Romana Javornik, vodja sektorja Evropski potrošniški center pri Ministrstvu za gospodarstvo, živijo. Živijo. In pa Mišo Mrvaljevič, generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije. Pozdrav. Dogovorili smo se, da se tikamo, tako da bom rekel, živijo obema. Pa gremo mogoče začeti s tem slovenskim potrošnikom ali pa potnikom. Kakšen je, ali pa v kakšnem smislu je evropsko primerljiv slovenski potrošnik, ali zahteven, ali dobro poučen, ali kje bomo začeli zgodbo o slovenskem potniku, potrošniku. Če je dobro poučen, nimamo neke primerjave, bom rekla, z evropskimi potrošniki, slovenski ali evropski potrošnik. Je pa dejstvo, da so neke pravice potnikov urejene na evropski ravni. Torej, je slovenski potrošnik enako zaščiten, njegove pravice kot potnika so enako zaščitene po vsej Evropski uniji in enako kot drugih potrošnikov iz drugih držav članic. Torej, imamo enotno zakonodajo, usklajeno zakonodajo na evropski ravni, kar je zelo pomembno zaradi pravic letalskih potnikov, pravic potnikov v železniškem prometu, avtobusnem prometu, na področju paketnih potovanj, turističnih aranžmajev in tako naprej. Zato je pomembno, da obstaja ta evropska zakonodaja, ki je usklajena in so vsi potrošniki, potniki na enak način, imajo enako visoko raven zaščite po vsej Evropski uniji. Zaščiteni smo po Evropi enako kot ostali Enaka potniki. stopnja zaščite, zato ker je zakonodaja usklajena na tem področju, kot sem rekla, na področju prevozov, ki je velik del turističnih potovanj, in tudi recimo na področju paketnih potovanj, torej turističnih organiziranih potovanj. Kaj bi pa ti rekel, Mišo, kot pravnik in bom rekel na čelu cehovskega združenja? Kakšna sta slovenska potnik in potnica? A je lahko nategnjen, da se postita, a sta opolnomočena z nekaterimi... Jaz bom tako rekel. Kljub temu, da so včasih kakšne potrošniška združenja pa organizacije trudijo Slovencem povedati, da se turistični organizatorji trudijo jih nategniti, kot si lepo se izrazil, to pač ni res. Na dvomilijonskem, tako na začetku bom rekel, na dvomilijonskem tržišču naši člani večinoma in obsegajo praktično vse pomembne agencije v Republiki Sloveniji, naši člani delujejo 30 let. Kakršnakoli nategavščina se na dvomilijonskem tržišču v 2 ali 3 letih izpostavi. Tako da ta predpostavka to pade, čeprav običajno tvoji mlajši novinarski kolegi silno radi se obesijo na to karto, ker je pač popularna. Slovenski potrošnik potuje vsaj zadnjih 60 ali 70 let. Moji starši, pa se vidi, koliko sem star, žal. Moji starši so že potovali po svetu, se pravi, kdorkoli se izgovarja na neko neobveščenost ali pa nevednost, je nekoliko prozoren. Slovenski potrošniški trg je star trg, večina je dobro napotovana, so bili že marsikje. Seveda, kot povsod, socialne razlike naredijo to, da posamezniki niso bili nikjer, posamezniki pa povsod. In slovenski trg je povsem primerljiv z nemškim, švicarskim, avstrijskim, italijanskim ali kjerkoli evropskim trgom, ki je zrel star trg. A bi slovenski potnik opazil razliko med nemško in slovensko agencijo? Bi, zato ker bi nemška agencija, ko bi se v nekem 5-dnevnem ogledu neke evropske prestolnice, ko bi pripeljala potnika ob 5 uri in 3 minute nazaj v hotel in bi povedala, da je za danes konec programa, in nemškemu potniku to povsem normalno, slovenski pa pričakuje, da bo ta ista agencija iz dobre volje peljala še po osvetljenem mestu, pa vsak večer pogledati še en del mesta, pa mu svetovala, kje bo jedel in tako naprej.
Tako da jaz mislim, da slovenski potnik ni posebej zahteven, je pa zelo pričakujoč, želi iztisniti maksimalno iz evrov, ki jih je plačal, in ima žal včasih nerealne pričakovanja, kaj lahko kupi 5 evrov, 10 evrov, 50 evrov ali 100 evrov. Mi smo pač majhna državica. Imamo majhne medsebojne razlike. Ne glede na to, da se pač nekateri vozijo v večjih ali manjših avtih, pa v večje ali manjše hiše, pri nas resnega socialnega razlikovanja na srečo ni, ker meni se osebno to zdi fajn. Ampak to tudi pomeni, da nimamo na turističnem delu tako zelo velike raznolikosti v ponudbi. Včasih mi kdo tako malo hecen gleda, ko o tem razpravljamo, sploh, ker je bilo osnovno vprašanje, kakšen je slovenski turistični trg. Ampak recimo, če bi medva z Romanom se odločila, da narediva agencijo, v kateri bi ponujali absolutno vrhunske produkte, bi zelo težko podrla v tej državi, zato ker je Slovencev, ki bodo dali 500 evrov, da pridejo z mesta do letališča z limuzino, za šampanjcem malo. Še manj jih je pripravljen za tisti let do Mauritiusa na Mesirja 200, da ne 8 ali 9 tisoč evrov za dober biznis, ne za katerikoli biznis. In še manj jih je pripravljen plačati 2 jurja na noč. In tega ni, ne? Tega ni. V Nemčiji pa to je, v Švici to je, in ti potniki imajo eno zahtevnost. To je zahtevnost, če me vprašaš. To je zahtevnost. Zdaj ne želim pa splošovati, ampak en tak vtis je tudi zdaj, recimo v tem času gledaš razne oglasne panoje in reklame, ki se ti vrtijo po socialnih omrežjih, in ima en tak vtis, da Slovenci bi šli radi zdaj vse Chevalier smučati za en teden za 349 evrov, se pravi z spanjem. Radi bi šli za 199, vendar se zavedajo, da se bo morali potruditi, da bo 299. Slikovito rečeno, da bo 299, ne, ampak na nek način pa pričakujemo, da bo postavitev točno taka, kot jo gledamo pri ljudeh iz sosednjega hotela, ker se pa nahajajo neki nemški gosti, naprimer. To se mi zdi, da bi na ta način lahko opisal. Ne, jaz bom tako rekel, udrihati po slovenskih potnikih je lahko privlačno, ne bi bilo pa nepravično, ne točno. Jaz recimo vodim vsako leto, grem 2-3 odpeljati kako skupinco. Preprosto zato, kot vidiš, preprosto zato, da imam obe nogi trdno na tleh in da ne predavam z katedra neke stvari in se delam preveč pametnega. In moram že potniki, ki grejo na tako malo daljša potovanja, kam res grem, malo sicer za sabo že neko lepo število potovanj, so v bistvu eni najbolj prijaznih in luštnih potnikov, kar si jih v Sloveniji lahko zamisliš. Zato, ker imajo kilometrino in ker vedo, kaj pričakovati, in potem tudi cenijo neke drobne pozornosti, ki si jih vsaka slovenska agencija potrudi narediti za svoje potnike. Najtežje mi je bilo v življenju, ko sem dolga leta nazaj začenjal, pa so mi rekli, no, jutri greš pa na dnevni izlet v Benetke. To je bila pa smrt. Zato, ker so šli, običajno so bili takrat tudi potniki, ki niso bili nikoli nikjer, ki so imeli zelo visoka pričakovanja, ki si niso predstavljali, kaj so plačali, kaj neka cena vključuje, kaj ne, in so potem projecirali neke želje v nekaj, kar bi jim moral nekdo izpolniti. To je pa težko. In tako da iz tega stališča bom rekel, Slovenci vse več potujejo, so v bistvu vse lažji potniki. Ni nujno, da zakomplicirajo stvari, je pa res, da pričakujejo veliko več, kot je mogoče v tem programu napisano. Kje pa nastane potem ta vrzel med pričakovanji in tisto dejanskostjo, ki se zgodi? Kako bi to rekla? Gre tukaj za pomanjkanje nekih informacij o tvojih pravicah, o razumevanju oglasnih sporočil, branju drobnega tiska, ki... Ne moram sicer komentirati teh izkušenj, ki jih ima gospod, ker se s tem ne ukvarjamo, ampak bi rekla, da vsak posameznik ima svojo individualno izkušnjo in pričakovanja, po mojem enako ali slovenski potrošnik ali nemški potrošnik, vsak bo individualno dojemal eno, ne vem, izkušnjo, bo imel svojo predstavo, svoje pričakovanje. Isti oglas bo verjetno nekdo drugače videl kot, ne vem. To ne morem komentirati ali poslušati.
Ampak je pa po mojem dejstvo, da je problem tudi ne samo, da ta potovanja oziroma največkrat je ta razkorak v pričakovanjih pri namestitvah, ne. In namestitve velikokrat vidimo, da so oglaševane, veliko pretirano olepševane, a ne. Prikazane v nekih idealnih pogojih, mogoče tudi opisano preveč, s preveč nekimi obljubami. Potem je mogoče slaba komunikacija, tudi ni predstavljeno dovolj natančno, pomanjkljive informacije, skriti stroški recimo so velikokrat tudi problem. Tako da po mojem so to, pomanjkanje komunikacije, pretirane obljube, neki skriti stroški. Potem so pa še neki nepredvidljivi faktorji lahko, recimo, če greš smučat, pa je slabo vreme, si verjetno še to bolj zahteven, če kaj drugega ne funkcionira ali pa vremena se pač ne da vnaprej predvideti. Ali pa tudi mogoče so kakšne situacije v okolici, da je gradbišče, da so neko izredne razmere nenadoma. Vse to lahko vpliva potem na zadovoljstvo. Doživel, recimo, sem bil v sobo s pogledom v prezračevanje jašek, ne. To so informacije, ki niso bile sporočene. To pogledno. Ali sem narobe prebral ponudbo? Tukaj je zelo pomembno, kakšne so bile predhodne informacije, kaj je bilo obljubljeno, kaj ti je bilo prikazano na sliki, a ne. Dajmo reči, da to ni bilo specificirano, ne. No, jaz bi rekel, odvisno, kaj je pisalo v tej osnovni ponudbi, ne. Ponudba je v turizmu, kot za vsako drugo zadevo, osnova pogodbe. Pogodba pa je nek program, kjer mora biti taksativno navedeno, kaj vključuje. In to je kategorija, poseben pogled nekam, običajno celo napiše zdaj že velikost sobe in podobne zadeve. In načeloma mora pisati, soba ima okno ali nima okna. Soba, ki gleda v jašek. Tehnično gledano, soba gleda okno, ampak okno gledala v prezračevanje jašek. Pogleda. In zdaj, če boš gledati, veš, neke brošure, bo pisalo pogled parkirišče, pogled gozd, pogled morje, delni pogled morje in podobno. Dejstvo je, da je treba v vse te raznolikosti ponudbe, se malo treba naučiti brati to ponudbo. Ja, kako se zdaj naučiti brati to ponudbo? To je to. To je pa kilometrina. Kje sem jaz pogrešil? Zdaj nisem eden tistih ljudi, ki gredo takoj na recepcijo pa do vodiča, težitne pa naprej. Brez zamerja, tako je bila taka. Prva zadeva, ki je kdorkoli se čuti kakorkoli oškodovanega, mora na prvem mestu in čim prej dati temu, ki je to organiziral ali pa ki mu je prodal možnost, ugotoviti prvič, ali je prišlo do napake in to napako takoj popraviti. Nesmiselno je, recimo, da greš na počitnice, gledaš, kot si rekel, 7 dni jašek, potem, ko nič več ne more nihče narediti, prideš domov in napišeš 7 dni sem gledal jašek, pokvaril s temi počitnice. Nismo. Pokvaril ti počitnice na prvem mestu je napaka, ker se nisi pritožil. Če bi takoj povedal, obrneš se v sobi okoli, greš dol, pokličeš, vsak od nas ima to številko prodajnega mesta, kogarkoli dežurne službe, ki je za to zadolžen, in preverimo, ali so ti na recepciji sploh dodelili pravo sobo. Zato, ker v Sloveniji zelo hitro mislimo, organizator vse ve. Jaz moram drugače povedati. Jaz absolutno kot organizator nimam blage veze, katere vse sobe imajo, v katerem koli od 5 ali 6 tisoč hotelov, ki so v enem katalogu poletja. Nimam pojma, koliko sob, po katerih, tudi to noben živ ne ve. Tisti, ki dela na recepciji, ima pa pač neko ponudbo in zahteve. Zdaj ne vemo, kaj je počel, kaj se jim je zgodilo, neki počla cel, pa vam je za to zamenil. Kaj se je zgodilo? Razumem, skratka, brati in komunicirati na prvem mestu. Se pravi, na prvem mestu bereš. Če ti napišemo v brošuri, starejši objekt, stoji stran od plaže na robu naselja, v njemu preveva duh, ne vem, preteklega tisočletja, potem je jasno, da 25 let ni nihče obnavljal, staro pohištvo, starejši objekt zlahka pomeni, da niso idealne, ne napeljave, ne izolacije. Eufemizmov je seveda v turizmu veliko. Vse te ne bomo napisali, to je objekt, ki ti ga ponujemo zgolj zato, ker nismo dobili nobene druge nastanitve v tem kraju. To ne bomo napisali. Ampak bomo napisali, bom rekel, dovolj razumnemu, dovolj jasno, da ne gre za nov sijoč prekrasen objekt.
Potem pa, če dobiš polvrstno sobo, pa smo ti prodali sobo s pogledom na parkirišče, Ja. potem pogleda na parkirišče ni, ker gledaš jaše. A so te eufemizmi poštena igra? Ali bi morali imeti mi slovar eufemizmov turističnih? Če bomo skočil, prosti, že malo Ja. lahko. Uh, Lahko. Samo tako hočem povedati. Eufemizmi niso nikoli poštena igra, ne? Ampak to velja za politiko, za kompleten del marketinga, Seveda, to velja za Ja. poročanje, o Absolutno čemerkoli, tako da tukaj skačem. Ja, vse to je zelo težko izvajati. Dejansko obstaja zakonodaja, ki preprečuje zavajajoče oglaševanje, zavajajoče ponudbe. To so nepoštene poslovne prakse, ki so nedovoljene. Ampak kako jaz vem, kdaj sem jaz bil nagovorjen na nepošten način? A bi lahko mogoče s kakšnim praktičnim primerom postregli takim uporabnim? Ne? Zdaj, Absolutno. Dejansko potovalniki stane 499, potem si moraš pa sam kupiti letalsko vozovnico za to potovanje, ki te bo stala nadaljnjih 600, ker vse druge ponudbe so pa jure 100, ti greš pa na 499, pa ugotoviš, da moraš sam kupiti avionsko karto, ker drobno piše letalsko vozovnico kupi potnik sam. Potem, ko prideš tja, ti bodo pa zaračunali 50 evrov za vodiča, zato da te nekdo sploh vodi, pa še vzeli ti bojo 15 evrov, da te pelje z letališča. Evo, to je nepoštena Lahko praksa. še enkrat počas, ker ta situacija, ki nas je zatekla, ko sem jaz vstopil v tole sobo in smo se začeli o tem pogovarjati, en tak čudovit primer. Ampak ne bomo z imeni. Namreč jaz sem se prepoznal v zgodbi, ki jo je Mišo navedel kot precej slabo prakso v odnosu agencija do potnika, in to je namreč to, da si kupiš sam svojo letalsko karto, to je to, da si na lokaciji najemaš lastna prevozna sredstva, ki jih tudi upravljajo. Ki si jih potniki med sabo delijo. Ja. In recimo, zdaj bom jaz tako povedal, jaz sem imel z eno tako agencijo pravzaprav čudovito potovalno izkušnjo. Tam sem se imel odlično. Ampak ko ste mi videli začela naštevati, kaj vse bi šlo zaradi takšnega načina poslovanja narobe, da je spreletel totalen srh in sem gotovo, da imam jaz totalno srečo, da nisem zdaj v neki tuji zavarovalnici dolžen $500,000 ali pa da mogoče ne sedim v kakšni ječi na drugem koncu sveta, če bi se zgodila nesreča, recimo v takem primeru. Kaj lahko zdaj z tega sklepamo? Da sem jaz slabo podkovan potnik, da se ne zavedam svojih pravic, da me je nekdo okrog prinesel, ali da imamo neko pomanjkljivo zakonodajo, zato ker dovoljuje, da se tak produkt, ki, bom rekel, nevrednega izpostavlja takmu tveganju, sploh pojavlja na trgu. Vse to je jaz, Miha. Se pravičujem. Da se romana rešuje z letalskim načinom. Ne? Vse to je res. Vse, kar si naštel, je res. Res. Zakonodaja ne zahteva do te mere fiksno, kaj mora biti, čeprav mislim, da je že definicija, kaj je organizirano potovanje, bi morala to zadoščati. Imamo zakon o pospeševanju turizma, ki to pove. Ne? Potem imamo tudi zakon, predvsem v noveli zakona o varstvu potrošnikov, tudi kar lepo navedeno, katere elemente tam mora imeti. Takega produkta pa ne sme biti na trgu. Ta produkt, bom rekel tako, takšen produkt je po mojem osebnem mnenju, je takšen produkt izigravanja zakonodaje, zato ker navzven fintira, da gre za prodajo ene storitve, v bistvu pa prodaja en cel kompleks storitev, ki je organizirano potovanje oziroma je to potovanje z vsemi elementi, da se šteje po zakonodaji kot organizirano. Razumem. In v takem, samo da končam, veš, ker je preveč kompleksno, ne morem tako kot TikTok generacija v 2 stavkih dati rešitve in problema, ne. Je malo zapletena zadeva. Ker pri vsem tem odgovornosti, ki so, ne, je cel kup pregovorov, ki vse povajo, ne. To denarja za toliko muske, nisem dovolj bogat, da kupam po ceni, too good to be true in še kaj, ne. In vse to velja ob teh ponudbah. Če deluješ na način, kjer nimaš prvič nobene resne rezerve, kjer ni ustreznega zavarovanja za to vsoto, ki mora organizator imeti po zakonodaji, če se izogibaš odgovornosti, da gre nekaj narobe, ker vsake toliko statistično gre, v takem primeru je seveda lahko celo strošek nižji. Slovenci žal, to pa ja, mislim, da je bila ena evropska statistika, ki smo nekaj zasledili, da smo v celi Evropski uniji narod, ki se najbolj odziva na posebne ponudbe in na popuste. Akcije, najbolj. Če iščemo najceneje, kar žal pogosto tudi iščemo, potem pademo v take zadeve. Ali pa to pomeni, ne vem, zamudiš letalo, to je tvoj problem, ne problem organizatorja. Letalo odpove,
na kar nimaš nobenega vpliva, ampak to je tvoj problem, ker si kupil letalsko vozovnico nekje drugje. Dolžnost prevoznika je pa samo, da te pripelje iz točke A v točko B, ni pa rečeno, da na isti datum. Ne? In ti teče zamudiš svoje potovanje, ki pa si ga plača organizatorju, ki ti pove, da je tvoj problem, da nisi prišel tja, ne njegov. Potem to, kar si rekel za sobo, ne? Nekje so ti pač ponudili. To se ni sicer zgodilo s to agencijo, ampak me zanima bolj tisti del, ne, da smo recimo dejansko se vozili z avtomobili, kjer In če bi bila nesreča, kdo bi odgovarjal? Ne? kdo bi odgovarjal, recimo jaz sem vozil eno etapo. Ne? In če bi se zaletel in če bi bil jaz tvoj sopotnik in bi bil zloben, ali pa bi se vsaj želeli s tem koristiti, ne, ker sta skupaj najela ta avto, bom pač tožil tebe. Jaz ne morem tožiti organizatorja tega potovanja, ker on je to samo ponudil kot možnost, vendar se je fizično in denarno izpeljala sama. Torej si ti edini, ki za to odgovarja, torej bom tožil tebe. In boš potem ti, tvoja družina, otroci, vnuki, kdorkoli že, izplačeval meni odškodnino za poškodbe ali pa težave, ki sem jih doživel. Ali obratno, če sem jaz vozil avto, pa se tebi zgodi, boš to ti naredil meni. Če pa gre za poštenega organizatorja potovanja, ali pa jaz bi rekel, da je za takšnega, kot bi moral vsak biti, je to organizirano potovanje z vsemi temi elementi, vsi so ustrezno zavarovani in se samo še pogovarjaš z organizatorjem in črpaš iz plačanega zavarovanja stroške, ki tako nastanejo. Če potujeva skupaj nekam in ima letalsko vozovnico, letalo ne leti, ker je odpovedano, to ni najen problem. To je problem organizatorja, ki se bo pogovarjal s prevoznikom, ki nam bo iskal drugo ustrezno možnost in tako naprej. V našem primeru v Združenju turističnih agencij imamo člane, ki se jim je to dogajalo. Ne? Recimo žal zaradi slovenske povezljivosti mora kdo leteti iz Benetke, iz Zagreba ali kjerkoli, ne? Ko sem bil majhen, sem govoril Zagreb. In tudi, the best. V glavnem, in sem imel gnečo na cesti, okoli enega praznika, leteli se iz Benetke, uro pa pol so stali na avtocesti, pol je trajalo še 3/4 ure, da smo prišli z avtoceste ven. Leteli so z nizkocenovcem, nizkocenovci seveda odletel, 35 ljudi je ostalo tam na letališču. In kaj je naredil organizator potovanja? Pogledal je po računalniku, kupil karto, ki je stala v eno smer več od celega potovanja in je potnike poslal na pot. Tako ravna odgovoren organizator potovanja. Ja, in to je razlika med paketnimi, organiziranimi potovanji in potovanji, ki si jih sam organiziraš in ločeno sklepaš pogodbe za vsako storitev posebej. Ampak jaz sem verjel, da sem si organiziral paketno. Nisi Ja, si ga očitno ne, nisem, ne. in ravno to, In ko to je sem na zavajajoče. začetku rekla, da je paketno potovanje, organizirano potovanje pa so urejena v evropski potrošniški zakonodaji in zato je tukaj potrošnik zaščiten, ker se točno ve, kdaj gre za paketno potovanje in da v tem primeru agencija odgovarja za vse storitve, ki so v paketu, a ne. Če pa vi ne greste, pa sami preko agencije organizirano, pa sami te storitve rezervirate od letala, rentakarja, najema vozila, nastanitve, pa en ponudnik za drugega in tretjega ne odgovarja. Vsak imajo svojo storitev in vsak bo za svojo poskrbel. In če bo recimo vaše letalo zamudilo, pa vi ne boste prišli po vozilo, ki ste ga predtem rezervirali, vas vozilo ne bo čakalo, ne? Ja. In to je lahko veliko posledic. Enako namestitev, če niste prišli, jo bo oddala drugemu, enako se zgodi. Kje gredo pa stvari največkrat narobe? Ne? Kaj so recimo take zaznane situacije, kjer recimo dobivate največ pritožb strani potrošnikov? Največkrat, bom rekla, ljudje ne vejo točno, s kom so recimo neko pogodbo sklenili. Ne ločijo tega organizatorja potovanja pa prodajalca potovanja, ki je lahko vmesnik, posrednik, ne. In je pol tukaj veliko težav, kdo zdaj, s kom imaš ti pogodbo, ne. In od koga lahko zahtevaš neka povračila, odškodnine, s kom se potem naprej pogajaš. Organizator potovanja v vsakem primeru vedno odgovarja za izvedbo. Prodajalec je pa vmes, in tukaj lahko pride. To so neke zelo kompleksne pravne situacije. In lahko prodajalec lahko v Sloveniji, organizator pa v neki drugi državi, v tujini. To sem lahko povedal, recimo v Sloveniji prodajajo nekatere turistične agencije
tudi produkte tujih turističnih agencij. In tisto, kar mora slovenski potnik predvsem vedeti, je, da v trenutku, ko se prijavi na potovanje tujega organizatorja, potuje po njihovi zakonodaji, po njihovih rokih, po njihovih pogojih. In se mora zavedati, da je to neko potovanje, ki je prilagojeno tujemu gostu. Recimo, ne vem, Križarjenje po križarjenje po Karibih. To je običajen produkt, ki ga lokalna agencija, potem, da sem jaz dobil slovenski račun, samo preproda. Možno je. To piše. Mora pisati na pogodbi, kdo je organizator potovanja, in mora pisati, katera je zavarovalna agencija, zavarovalnica ali banka, ki neko bančno garancijo garantira za primer insolventnosti tega organizatorja. To so odlični podatki, kaj sva rekla, to so različni kdo je podatki. organizator in katera zavarovalnica Tako krije. je, ker če je recimo organizator nemška turistična organizacija, je verjetno nemška zavarovalnica. To pa pomeni, zdaj moramo vedeti, da vse, kar bo šlo narobe, se bomo dopisovali z nemškim organizatorjem. Posrednik, ki je potovanje prodal, s tem nima več nič. Se pravi, bomo prevajali, zato da me bo Nemec razumel, lahko sicer poskušamo v slovenščini, ki je uradni jezik Evropske unije, ampak se bojim, da v praksi ne deluje prav dobro. Potem smo po tuji zakonodaji, če želimo tega organizatorja tožiti, ga moramo tožiti pred tujim sodiščem, zastopati nas mora nek tuj predstavnik tam, ali pa bomo sami hodili, če so zadeve manjše vrednosti, ali pa seveda lahko uporabimo, ko smo se že pretožili, pa so nas potem zavarani, potem pa pridete vi na vrsto in poskušate tako zadevo rešiti. Ravno prej pridemo mi na vrsto. Ker naša pomoč je pa lahko takojšnja, bom rekla, brezplačna. V kakšnem primeru, če greva še prej, v kakšnem primeru se ljudje lahko in na kak način na vas obrnejo? Če gre pač za tujega organizatorja ali tujega ponudnika in je iz Evropske unije, v vsakem primeru mora evropsko zakonodajo spoštovati, to, kar sem omenila, da je enotna, in ker gre za evropskega, recimo, ponudnika, in če pride do neke težave, ki jo potrošnik ne more sam rešiti, neko pritožbo, se lahko obrne najprej tudi na Evropski potrošniški center v svoji državi, v tem primeru, če bi bil Slovenec, na naš center, in mi bi poskušali to pritožbo njegovo rešiti na neformalen, miroljuben način in brez kakršnihkoli stroškov za potrošnika. To je torej nek prvi korak. Če pa to, recimo, po naši intervenciji ne bi bili uspešni, recimo, da ta ponudnik krši njegove pravice, da se ne drži dogovora pogodbe, da pač storitev ni izvedel v skladu s pogodbo, in ne bi naša pomoč, ker je pa prostovoljno sodelovanje, ne gre za neko prisilo, da bi mi imeli neke možnosti prisile, tako kot neki nadzorni organi, inšpekcije. No in če to ne bi bilo uspešno, potem bi ga usmerili na druge možne poti reševanja spora. Obstaja tudi izvensodne, tudi na ravni Evropske unije obstajajo ti izvensodni postopki, ni treba takoj na sodišče, pa tudi neki krajši sodni postopki, ki so tudi na voljo prav za te potrošniške spore manjših vrednosti. Tako da ni treba takoj iti na sodišče, ampak so te možnosti, bom rekla, neformalna pomoč pri Evropskem potrošniškem centru, če to ni uspešno, izvensodne poti in tako naprej. Pa so kje slučajno obstaja kakšna platforma, ki združuje vse te informacije, ki so koristne za potnika oziroma končnega uporabnika? Recimo zdaj ljudje verjetno bukirajo počitnice, ki se bodo zgodile po novem letu, v tistem obdobju zimskih počitnic, ne vem, kakšne so prakse pri nas, ampak zdi se mi, da pogledujejo v tem terminu, nekako bi zdaj, katere informacije bi bile pa tiste ključne, recimo, ker jaz, ko sem v to sobo vstopil, sem gotovo, da nič ne vem. Zdaj sem že v polnomočni s parimi zanimivimi informacijami, to da moram pogledati, kdo je organizator produkta, ki sem ga najel, kdo zavaruje ta produkt. In to, če se ne motim, mora biti transparentno in obvezno na računu. Obvezne predhodne informacije, vse pomembne informacije so obvezne in so sestavni del pogodbe. Kaj bi bilo še fino vedeti zdaj, ne pridem klikle? S kom sklepate pogodbo? Kdo je, ali je to posrednik, ali je vmes posrednik, recimo pri namestitvah vemo, da imamo te velike platforme, ki so posredniki,
ki samo omogočajo stik med ponudbo in povpraševanjem. In tukaj recimo potrošniki velikokrat navejo, kdo za kaj odgovarja. Recimo poznamo Booking, na primer, tukaj. Je recimo dobro, da se ve, s kom dejansko kaj kdo odgovarja. Recimo, če preko Bookinga na primer sklepaš pogodbo z zasebnikom, kar mora Booking to, ali pa druga platforma, to je zakonodaja evropska tudi, mora biti transparentno prikazano, da gre za zasebnika, za zasebno ponudbo, torej za pogodbo med fizičnimi osebami, fizična oseba, ki ponuja namestitev, govorim. In v tem primeru zopet ne velja evropska potrošniška zakonodaja. Smo spet pri nekih obligacijskih razmerjih. Zato spomnim, da so te zgodbe dolge. Ja, predvsem. In so tudi generacijsko različne. Mlada generacija silno rada brska po spletu, ne zavedajoč se, bom rekel, pravnih posledic, kakršne so. Ko jaz naredim neko rezervacijo na Kajaku, Mondu, Bookingu, Hotels.com ali karkoli že je, v bistvu sklepam posredniško pogodbo z nekom nekje. In sedež te posredniške organizacije lahko kjerkoli, lahko je v Evropi, lahko je izven Evrope, lahko je v neki namišljeni afriški državici. Sklepam pa pogodbo spet z bodisi s posameznikom, kot je Romana lepo povedala, ali pa z nekim recimo hotelom, apartmajskim naseljem, kjerkoli na drugem koncu sveta. In Bog lahko vse teče v redu in vse v redu. Ko pa nekaj ni v redu, in to se v letošnjem letu, v tej sezoni se je dogajalo kar nekaj na sosednji Hrvaški, predvsem, neupoštevanje rezervacij, dvigovanje cen, drugačne ponudbe na licu mesta, ne vem, kdo rezervira 3-sobni apartma, pa ga hoče pa dati v enosobni in tako naprej, predvsem posamezniki in zasebniki, so izkoristili situacijo, da ti potniki ne morejo se pritožiti pri posredniku, ker posrednik je katerakoli platforma, njih pa tudi ne bodo efektivno uspeli iztožiti na kraju samem, ker so posamezniki, bi šlo za zasebno tožbo v tujini. Potem imamo kompleksnejše zadeve. Posredovanje nepremičnin oziroma nastanitev preko platform. Namestitev. To je najbolj preko platform, to je najbolj enostaven turistični produkt, pa že tukaj se lahko zaklete. Če gremo pa v kompleksen turistični produkt, kjer imamo še prevoz, pa letalsko vozovnico, pa transferje, pa kakšne oglede, pa izlete na licu mesta, potem imamo seveda na vsake zadevi se lahko zatakne. In kar je neka kompleksnejša turistična zadeva kot postavljene domine, ko en pade, lahko padejo vse vzadaj. In potem se ljudje včasih nakopljajo predčasne stroške in ko gre vse narobe, pridejo k nam, dajte nam pomagati, ne moramo več nič pomagati. Zdaj lahko. Lahko? Okay. Mogoče bi to vprašanje, ker je odlično Mišo temo začel, sem pa ravno jaz, ko sem se pripravljal na to debato, seveda česel slovenski forum, pa socialna omrežja, ker tam dobiš take ljudske pripovedi vseh teh tegobah, ki se zbudijo. In ena je recimo zelo lepo na nekem tehnološkem forumu nagovarjala to medgeneracijsko razliko v pristopu do organizacije potovanj. In sicer je nek mladenič pisal, da ne štekata starih, zakaj še vedno plačujejo tem agencijam, če se zdaj v tem času preprosto lepo poklikaš letalske vozovnice, poklikaš nastanitve, poklikaš splavarjenje po Zambeziju in tako naprej in prideš domov pač z bogatejšimi izkušnjami in gmotno torej bogatejši. Verjetno neka temeljna razlika pa je. Počutijo se verjetno bolj varne, če neko potovanje najamejo preko agencije, ker se počutijo, da bo ta agencija uredila vse, da ne rabijo se sami ukvarjati z iskanjem prenočišč z morebitnimi težavami, ki se srečajo na licu mesta, jih reševati bojo, se lahko na agencijo obrne. Če pa vedno več mladih pa je, ki hoče, ali pa tudi starejših, ki hoče imeti svojo individualno izkušnjo in si pa svoje uredijo neko potovanje in sami raziščajo vse možnosti, platforme, tudi zasebnike, zasebne nastanitve. V tem primeru pač se mora z vsakim posameznim ponudnikom pogovarjati sam in reševati težave, morebitne sam.
Drugače je pri letalskih prevozih, spet, recimo, če nastopijo težave v letalskem prometu in če so kršene pravice potnika v letalskem prometu, v tem primeru imamo uredbo, ki ureja pravice. Jaz iz prakse malo drugače gledam. Prva zadeva, ki jo treba vedeti zadnjih 10 let, z izjemo covida, odstotek ljudi, ki potujejo, narašča pri potovalnih agencijah. En 10-letni trend je bil tam nekje med leti 2000 in 2011-2012, ko so agencije imele procentualno vse manjši del potovalne publike. Nekje od 2012 naprej potovalna publika pri agencijah narašča vsako leto. Zakaj? Narašča iz razlogov, ki jih je zdaj malo naštevala, malo jih je pa praksa izkazala. Ta neskončni entuziazem je ugotovil, da če sam rezerviraš letalsko vozovnico in si kupil neko poceni vozovnico, si prvi, ki bo letel ven iz aviona v sezoni, če je overbooking, in overbooking je pogosto, da če vzameš poceni sobo v hotelu, boš imel sobo na slabem koncu hotela z vprašljivim pogledom, ker je to najcenejša cena, najnižja cena. In zapleta se tudi pri povračilu vsega. Mlada generacija je logično optimistična, nič ne more iti narobe, včasih tudi se odločijo, pa preprosto se ne ukvarjajo s težavami, ker hvala Bogu ne dosti takšne. Izkušnje te pa naučijo, da si bolj varen, če potuješ drugače. In to je zanimivo, bom pa močno ugovarjal na eno stvar, ki si jo rekel, ker jaz se pa res ne strinjam, z denarjem, ki ga prihraniš in prideš nazaj. Ne prihraniš. Jaz vam dam fajn primer, imel svojega potnika, ki je šel v Mauritius igrati golf. Jaz sem delal 25 let v eni takrat še zelo veliki slovenski agenciji in on je bil, malo je bil v Južni Afriki na 14 dni, pa je bil en teden v Mauritiusu, se je vrnil nazaj. Mi smo mu naredili program z letalsko vozovnico, prevozi, ogledi in vse. In človek je prišel nazaj iz počitnic, jaz bi pričakoval, da bo rekel, dobro sem se imel ali pa slabo sem se imel. Ampak človek se je vrnil nazaj in me je napisal za skoraj 14 A4 strani komentarja na to potovanje. Vsake posamične storitve, ki se je zgodila, se je lotil. Toliko bi plačal tam, toliko ste mi zaračunali vi, ker smo mu dali detaljni spisek, koliko bo kaj stalo, ker je na tem hudo insistiral. Na začetku, nekatere moram reči, da smo malo takole, ker smo tudi mi kupovali pakete, pa nismo čisto vedeli. No in na koncu je ugotovil, da je od neke cene bruto okoli 15,000 evrov, smo bili dražji 315 evrov, je pa prišparil z nami, in to na nekaterih storitvah, je pa prišparil z nami nekih 800 evrov na drugih storitvah. In je potem zahteval, on se ni ukvarjal s tem, da je 800 prišparil, ampak je še teh 300, ker sem mu izdel, da je preveč prišparil, še to bi hotel nazaj. In zdaj smo mi to gledali, in gledam tiste spiske in razmišljam, kaj narediti. Seveda mu nismo vrnili, ker je kupil paket. Ne kupuješ posamične storitve, ampak paket. Ampak je v bistvu dokazal to, kar mi ves čas trdimo, da smo mi za enako uslugo v istih objektih, v istih časih, načeloma cenejši, ker kupujemo na veliko. Ne govorim pa o posamičnih. Ljudje najlažje pogledamo, karta v torek stane toliko, v četrtek stane toliko, v nedeljo stane toliko, poiščemo najcenejšo in pozabimo na to, da smo mi leteli v petek, kako so drage karte. A pa da se vračamo v nedeljo, ko so drage karte. Pozabljamo, se to je bilo 3 zvezdice, polni je bilo 3 zvezdice. Ampak en je bil 3 zvezdice v velikem mestu, ali v metrojski postaji, ali v centru mesta, en je bil pa na robu mesta. In te zadeve so zelo pogosto potem neprimerljive. Tako da jaz moram reči, da pa ne zato, ker zastopam ali pa delam ali pa kakorkoli. Moja osebna izkušnja je, pa sem bil v 146 državah sveta, kar rad potujem. Zelo rad potujem. Moja osebna izkušnja je, da ko nekam grem, nekomu rečem, da mi tole zrihti, prosim, takrat bi šel, a moram mi dan prej, dan kasneje, kakorkoli mi povedal, če biš 2 dni kasneje, bo cenej. Jaz rečem, seveda, jaz moram reči cenej. Ampak načeloma, če iščem sam, pride mogoče na isto, če gre kaj narobe, koga jahati. In to je odlično. Tako da, to se večina ljudi ne zaveda, ker ta ljudski glas, pa obča modrost,
To tisti ne hodi ven z mokrimi lasi, ker se boš prehladil, ne. Glavno dal sem brajnega zdravnika, ki razlaga, da to sploh ni res, ne, pač prehladil se boš, če imaš malo okvarjen imunski sistem, pa če so sluznice natečene, ker boš pač dobil virus, ne, ker se ne prehladiš od mokrih las, ampak od virusa, kako ujameš. Tako da teh ljudskih modrosti je veliko ravno na turizmu, ne, in kaj rečem, v tem delu smo postajamo bolj zrel trg. Je pa logično, da mladina si ne želi potovati, razen v primeru, ko vsi so mladina, imamo tudi agencije, ki so to specializirane in delajo dobre ta posel, ne. Je pa logično, jaz, ko sem bil star 20 ali pa 24, si nisem želel z ljudmi moje starosti potovati tako. To mi je pa povsem logično. To je bolj težava, ne. Kako pa ločiti med kaprico pa pravico, ne? Zdaj, ker na spletu prebereš vse mogoče, ne stvari, ne pritožbe, in ene grožnje s prijavami, ne vem kam, so res popolnoma za lase. Prijavil bom se medijem, pa povedal bom prijateljem, pa a jaz te sem ekipe. Lahko mogoče za kratek čas sem to preberem, tam je bila Ljubka, ne. Z agencijo to smo šli na morje, že naprej sem prosila, če se pozanimajo, če imajo v apartmaju hladilnik ali zamrzovalno skrinjo. In potrdili so, da imajo skrinjo. In jaz zdaj prinesem hrane za 10 dni, meso itd. In pol šok, tam je bil samo hladilnik. Kam naj zdaj s hrano za 10 dni in 4 osebe? In seveda en kup groženj na... To je obljuba, ki se niso držali. Če je bilo to obljubljeno, da bo ta zamrzovalna skrinja, potem je to zavezujoče. To ni tako smešno, če je gospa res prinesla za 10 dni hrane, da je imela kam dati, ampak ne. Tudi če bi šlo za kakšno malenkost drugo, če nekdo izrazi to željo in da je to mu nekako rečeno, da bo, potem je to zavezujoče. Ok, dajmo biti bolj praktični. Recimo, jaz zdaj cel bipek zmrznjene hrane vozim nekam sabo, ker sem tam obljubil in imam to v nekem mailu zapisano, da bo tam zamrzovalnik. Tam se to ne zgodi. Mene to prizadene do te mere, da želim na nek način povrnjene te pač to gmotno škodo, pa bi pa mogoče še čustveno, ne vem kakšen, kako jaz lahko pridem do pravice. Poskušati je treba na licu mesta se dogovoriti z ponudnikom, da nekako zagotovi to. Če ne gre na licu mesta, reči, nimamo zamrzovalne skrinje. Kako zdaj namenoma malo karikiram in tiščim ta primer, ampak kaj lahko saj prav, da tiščiš, ampak jaz bom rekel... Treba bilo res tega znižanja cene, ne? Ker ni bilo to, kar je bilo obljubljeno. Ker meni se zdi to malo kapric. Lahko bi bilo mogoče kakšna druga stvar, lahko bi bilo mogoče nek pripomoček za otroka, pa bi rekel, ja, mamo pa ga ne bi bilo, pa bi se mogoče že manj slišali, da je kaprica. To je vprašanje. Jaz moram reči, da gre malo drugačno. Generalna evropska praksa je, največji do najmanjših. Zato imamo brošure ali pa imamo na netu natančne opise sob. Kadar kupuješ neko zadevo od renomiranega ponudnika storitev, je v opisu sobe, kaj tam notri je. In renomiran ponudnik nekih storitev ima tudi šolano lastno osebje, ki zna to še enkrat prebrati potniku, če je v dvomih. In zelo natančno pove, v apartmaju ali v sobi je fen, hladilnik. In ko govori, bo rekel, gospa, veste, ampak to ni ta velik hladilnik, to je ta malo barski hladilnik za par pijačk, ne. In če gre za hotel, so verjetno hotelske pijače noter, ki jih ne smete vzeti van, pa ga uporabljati kot lastnega, pa lahko te pijače uporabljate. Če gre za apartma, bo rekel manjši hladilnik, prostornina, taka pa taka. To so renomirani ponudniki. Imamo pa seveda, zato sem rekel, da ne zastopamo čisto vseh v Sloveniji, čisto vseh tudi ne želimo, ne. Imamo pa seveda, za turizem je relativno nizka vstopen prag znanja, ne, potrebna je samo licenca pa srednja šola. Ljudi, ki delajo bolj volontersko in potem obljubljajo vse vprek. In če kupuješ pri nekem bolj renomiranem ponudniku storitev, ki že nekaj desetletij deluje, ti si lahko prepričan, da bo že osebje v štartu reklo, gospa, ki ste pa slišali za hladilno skrinjo, v sobi tega ni, naprej vam pove ni, ker tudi v opisu ne piše in če v opisu ne piše, polja ni. Ker za opisi pa stoji organizator potovanj, ne. Tam, kjer imaš opis, kaj je noter, nekdo je tam bil, nekdo je to preveril, ali v najslabšem primeru, če se tako zgodi, mu je pač ponudnik poslal opis,
in v vsakem primeru odgovarjaš za ta vpis. Tako da tisto, kar piše tam noter je. Telefonske obljube in podobno se pa običajno rekla kazala. Zelo pogosto se nam zgodi, da nam nekdo reče, ja, mi obljubo, nikjer nobenega pisnega dokaza. Noben resni, priporočilo pravnika je, da komuniciramo Vi ste digitalno rekli, da je to na sporočilo. mailu, ne? Priporočilo Ja. Združenja turističnih agencij je, da mora biti komunikacija sledljiva in mora biti dokazljiva. Zato, ker samo na ta način bo lahko potnik kaj dokazal. Žal doživljamo Kaj je v sledljivo, kaj je praksi, dokazljivo, če sledljivo smemo pomeni, skočiti? da je viden način komunikacije, da je vidno vprašanje in da je viden odgovor. Se pravi, To neka pomeni korespondenca mail, elektronska je v redu. Neka elektronska korespondenca, ki pač je na ustreznem mediju. Ne? Na ustreznem mediju. Zato tudi mi vedno rečemo, da je treba vse dokumentirati, tudi recimo na licu mesta poslikati, pofotografirati dejansko stanje, imeti shranjeno vso dokumentacijo, tudi oglas, recimo včasih tudi oglasi izginejo, ne, in se pojavijo drugačni, tako da v času rezervacije neke recimo nastanitve je dobro, da se vse zabeležimo in shranimo, da lahko kasneje recimo dokumentiramo in uveljavljamo. Fotografiramo ponudbo. Še posebej, če je kakšna posebej ugodna zadeva, ne vem, vključen zajtrk, dobili boste pijačo dobrodošlice, vključili vam bomo 3 uri najem kajaka na morju, ne, ali pa dobili boste obisk afterski partija ali pa kaj podobnega. Ne. To so vse zadeve, ki so obljubljene in se morajo zgoditi. In to je zavezujoče. To je zavezujoče. Ampak, ne vem, stopili boste na balkon in boste videli prekrasno dolino, pa je pa 7 dni megla, to pa ni zavezujoča ponudba. Subjektivno. Torej, In včasih ljudje to ne zaznajo. Jaz moram reči, da predvsem po forumih, jaz sem že dolgo leta nazaj pošteno povedal, nehal brati te forume, ker je kar lepo število dokaj lovskih opisov in izmišljotin tam, moram drugače reči. Ljudje napišejo marsikaj, ne vem, ali po želji, po pozornosti ali kaj podobnega, ne? Ker težko verjamem, da imajo takšno kognitivno težavo nekateri, ne, ko opisujejo te zadeve, da naredijo čisto vse narobe in pa se čudijo, zakaj je šlo vse narobe. Ne. Tako da bom pošteno povedal, sem nezaupljiv, ne, do nekaterih teh opisov, če so sploh realni. Meni se pa zdi, da je pač to digitalno mreženje povzročilo, da te ideje zdaj pridejo do nas, tudi tiste manj ekscesne. Nekoč smo zvedeli samo za najbolj ekscesne prakse prek nekih pripovednih kanalov, ne, danes pa nažalost lahko trčimo tudi v vsako neumnost. To je mogoče tudi ena tema, ki se velja pa dotakniti pa z vidika mogoče čist naše odgovornosti kot potnikov. Ne, glede na to, da imamo tako zelo bežno izkušnjo tudi iz turizma, ne, vem, kako zelo te lahko te digitalne ocene pa komentarji na nek način tudi prizadane. In se mi zdi, da Ampak vse te recimo platforme večje, to imajo, ne moreš komentirati in dajati ocen, če nisi dejansko koristil namestitve. ja, ampak tudi če si jo koristil, ne, na kak način, mislim, tam se lahko zgodijo takšne ali pa drugačne stvari. Na kakšen način so pa recimo agencije zaščitene pred tem, ne? Agencije ne nastopamo na digitalnih platformah, na tak način. Agencije imamo lastne platforme, kjer ponujamo svoje storitve na njih, ne? Medtem ko razni GDR-ji, se pravi splošni ponudniki nekih turističnih storitev, so bolj namenjeni namestitvam ali pa prevozom. In tam agencije ne nastopamo. Tisto mi upravljamo z lastnimi ponudbami in te ponudbe so, jaz mislim, da zelo realno tam tudi cenjene, ker se nihče ne povzroča s tem težav. Enako velja, moram reči, za tuje organizatorje potovanj, ki so. Ja, ne vem, če sem se prav razumela. Ne, sva se, ampak jaz hočem povedati, da mi za bookingi, hotelsi, kajaki, Mamondi in podobni nimamo nič opravka. Nihče od njih ne prodaja naših storitev oziroma naših ponudb. Nihče. Oni ponujajo namestitve. Hotelirji imajo z njimi opise. Zdaj, jaz sem en kratek čas v življenju delal tudi v hotelirstvu, ne? In moram povedati, da večina teh platform ti omogoča, da daš ponudbo tako, kot želiš.
fotografije, ki jih želiš namestiš na ta profil, opis, ki ga želiš daš na ta profil, ceno lahko spreminjaš dnevno, tudi 5-krat, če se ti ljubi, in zmeraj je ponudba veljavna tisti trenutek. Se pravi, iz hotelirskega stališča jaz moram samo vedeti, kdaj je bila veljavna, ker ko se po platformi nekdo prijavi, se lahko prijavi samo po tisti veljavni ceni. Če se bova z Romanom prijavljala v isti hotel, ki ima 2 sobi na voljo, če bo vmes pol ure, bo tisti od naju, ki se bo pojavil, kasneje imel višjo ceno. Če je nekdo v hotelu, v prodajni službi dovolj dobro sledi lastni ponudbi, ki jo ima na nekem ponudniku. Druga stvar so pa ponudniki letalskih vozovnic, ki pa delujejo po algoritmih, kjer so pa algoritmi dnevov, datumov, ponudbe in kapacitet. Ti ponudniki pa generalno delujejo na malo daljše obdobje, pa na številko IP. In če 4-krat iščem Ljubljana, London, potem bo prvi 2-krat, včasih 3-krat, bo cena še ista, pa začela rasti. In ta cena bo rasla do 5 ali 6 dni pred odhodom, potem bo pa algoritem zaznal, da iščem nizko ceno, bo razumel, pol pa če bo prostor, bo cena padla, če ne pa ne. Ampak vse te zadeve nimajo veliko veze z ponudnikom, to, kar se pogovarjamo. Ponudnik v tem primeru te skrinje, ki me žuje, jaz to vidim kot ponudnik nekega zasebnega aranžmaja, sobe ali hiše nekje na morju, ki je bil. Nekdo se je preko neke platforme pogovarjal, in potem se je to zgodilo. Ali je pa bil v neki grozno majhni agenciji, ki seveda nima dostopa do nekih večjih kapacitet in se je pogovarjala, bom rekel, z Joškotom Franičem iz neke Uvara in Joško Franič rekel, da, nema problema, svečemo mi to srediti in ko je gostja prišla ni bila nič. Ampak to je zdaj nejasno in spet bom rekel, če recimo v tem času ravno te digitalne platforme in socialne mreže omogočajo, da se skašamo, da ne nazadnje tudi kot bom rekel, navadni državljani pridemo do svojega glasu in lahko nekaj povemo, in pa lahko v odnosu do ljudi, ki ponujajo te storitve, ta stvar problematična. Ne, jaz bom rekel nekaj zelo nepopularnega, ampak sem že toliko star, da lahko to rečem. Osnovna odgovornost je odgovornost kupca. Kljub vsemu, kupec mora imeti zdravo pamet. Če kupec nima zdrave pameti, bo škodil na koncu pretežno sebi, tudi kadar ima prav, bo škodil sebi. Zdrava pamet pravi, da če je prepoceni, je sumljivo, če je preveč ugodno, je sumljivo, če je nekaj zelo obskurnega, je sumljivo. In moraš imeti, bom rekel, pričakovanja, mora biti realno v zvezi s tem, kaj ti nekdo ponuja. Kje so recimo ti ključni pokazatelji? Ključni pokazatelj je hladilna skrinja. Kdorkoli je bil večkrat ali vsaj nekajkrat na dopustu, bo vedel, da hladilna skrinja pač ne spada v normalno opremo, apartmaja, sobe ali česarkoli. Ne spada. In če je iskal neko ponudbo, in če v tej ponudbi to ni bilo navedeno, potem je logično, da tega ni. Tako je moje mnenje. In je nespametno pričakovati, da se bo v neki sezoni zgodilo nekaj, kar je neproporcionalno težje urediti za enega gosta in da se bo to zares zgodilo. In zdrava pamet mi reče, da ne nosim za 10 dni hrane nekam sabo, konec koncev kršim s tem zagotovo tudi kakšen fitosanitarni predpis, ampak mi zdrava pamet pove, da bo tam nek manjši hladilnik, to lahko pričakuje. Tako je moje mnenje. In mislim, da vsak od nas, ki ima nekaj kilometrine, začne pričakovati normalne stvari. Letalski prevoznik ti lahko opiše svoj ekonomski razred, kot spusti se, toliko je prostora, udobno boste prespali noč. Jaz sem preletel dobesedno 100.000 milj po zraku, še nikoli nisem v ekonomiji dobro spal, pa tudi nikoli ne bom. Ampak imamo pa tudi in tega ne pričakujem. neizkušene potnike. Res je. In tudi za take mora obstajati pravica. In če ti nimaš že ne vem koliko slabih izkušenj, ne boš znal tako oceniti zdaj tega, a je zdaj to verodostojen ponudnik in cena in vse, ali pa pač pretiran in boš razočaran. Kaj bi bilo recimo taka 3 načela ali pa 5 načela? Veste kaj, ljudje so še vedno zelo naivni. Zdrava pamet. So. Zdrava pamet. Jaz mislim, da je napačno. Ljudje so tudi preveč pošteni, da bi pomislili, da lahko nekdo nekako zamakne. Naivnost je
je zelo težko izgovor, ker s tem samem sebi škodiš. Jaz mislim, da je, ker govorimo na Ki svetih. je naivan, se nave, da je naivan. Ne? Res je. Zdaj le govorimo na svetih. Se mi se tudi romani pridružimo. Meni se zdi naivnost nekaj, kar... Ja. Jaz sem bom ravno rekel, se mi včeraj zdi z eno... Zloraba naivnosti Ja, se mi zdi seveda. zelo nemoralna. Seveda, Ne? to Čeprav je sem kot naivec Ampak sam to je- odgovoren. da Ampak sem- to je zloraba. Tega je ogromen. Če danes pogledate na vseh koncih. Ne zloraba, to so neupravičena pričakovanja. Mislim, pa po mojem Neupravičena. primeru tistega potovanja, ker sem jaz tvegal ne Ja. vem, zapor nekje ob ekvatorju in Ja. ne vem kakšne stvari. Tukaj je na nek način šlo, zdaj jaz danes, ko sem bil s svoje znanje strani podučen, ne, kaj vse sem tvegal, ne bom tega nikdar več naredil, ampak v tistem primeru šlo pa dejansko, meni se zdi Dokler- s tistim popolnoma nič novega. Ja, dokler ne pač vidiš naiven in z neveden sem izkušnjo. bil, ne. Ne. Jaz bom tako rekel, ne? Jaz sem prepričan, da to, kar si prebral o teh 10 kilogramih hrane, ne? Ja. Pa če si to zgodilo 10 osebam, ne, je 9 ljudi iz tega povleklo neko lekcijo. Ignoracija zmeri škodi, kakršnakoli nevednost škodi. In jaz verjamem, da nihče od nas ne misli, da sem naiven, jaz sem včasih naiven. To je čisto res, sam vem. Ne? Sem pa zato vse bolj previden pri takih stvarih. In recimo, da ima raje kakšne nasvete, kako ravnati. Nasvet je dobro prebrati ponudbo, ne pričakovati nekaj, kar ni napisano, kar se verjetno ne more uresničiti. Ne verjeti nekomu, ki ti obljublja, da se bo vse zgodilo. Preveriš, kako grejo, kdo je ponudnik tega, kako je zavarovano. Raje sodeluješ z nekom, ki je etabliran že nekaj časa na tržišču, ker imaš pač neko garancijo skozi čas, da je dobro delo in da ima zadovoljne stranke. In s tem si rešil že ogromno večino vseh problemov. Sigurno se strinjam, da nasveti in ta opozorila in ozaveščanje, to tudi mi na tem delamo, ne, da to je potrebno in pomaga. Sami ljudje, dokler pač ne pridejo do svoje slabe izkušnje, niti niso pozorni na vse te nasvete, ne, in na vse te pravice, ki jih opozarjamo. So šele takrat, ko nabašajo nekje. a ne. In potem je tako. Ja, je pa tako, da ljudje radi pozabijo na nasvete. Ne? Recimo v turističnih agencijah jih redno vsi zaposleni v vseh agencijah ljudi preden nekam grejo, ne? Jih vprašajo, če imajo potovalno zavarovanje, pa vsi ljudje rečejo, ja, si imamo ta evropski, ne, prečem pa vi potujete izven Evrope, ja, pa sej se ni nam nič zgodilo. Ne? In nihče ne verjame, kakšni stroški res nastanejo. Potem se pa nekomu nekaj zgodi. In potem prva stvar, ki jo dobiš napisano ali pa na forumu, ali pa kaj, nihče mi ni ponudil, nihče me ni upozoril, nihče mi ni nič rekel. A jaz vem, da zagotovo vsi rečejo, opozarjajo, kot še nič drugega, to prodajni produkt. Se pravi, ponuja tisto, kar lahko zdravo proda, so boste krompečkaste. In to vsi ponudijo. Ljudje zelo radi pozabijo na nekaj, ker v štetju stroškov želijo seveda porabiti čim manj, ker je iskrena človeška želja vseh nas običajno. Ne razmišljajo pa morebitnem strošku, ki ga to prinese. Ne? Jaz imam recimo z lastnimi starši težavo, ko jih peljemo enkrat na leto za morje, sta ustrezno starejša od mene in itak plačujete dvojno zavarovanje, jaz jih imam težavo prepričati, da kupite potovalno zavarovanje. In zakaj? Zato, ker ne razumete, da če se ima karkoli zgodi na enem grškem otoku, avion pride enkrat na teden iz Ljubljane. Ni rečeno, če se ima nekaj zgodi, da boste sposobna iti na ta avion. In če bom jaz moral plačevati zasebni let iz enega grškega otoka do Ljubljane, to zame verjetno pomeni prodajo stanovanja, avta ali pa še kaj drugega. Ja. Tako da tega se ljudje ne zavedajo. En moj prijatelj je šel v Ameriko, sem rekel, lepo te prosim, vnesi ta potovalno zavarovanje. Ne? Ja, pa kaj, pa se mi na noč, pa še ne, to je bilo 15 let nazaj, 10 let je mlajši od mene. Ne? Se na noč. Je dobil prvič v življenju, je doživel na meji med Združenimi državami in Mehiko, v San Diegu, epileptičen napad. Vse, kar so naredili Američani, so poklicali tako rešilca, ga odpeljali iz mejnega prehoda v prvo bolnišnico, to je bilo $5700. In ker sem jaz prosil, da je kupil zavarovanje, bo ves zadovoljen. Ampak isto je za 101 zadevo, ne? In enako je z branjem katalogov. Ne? Dostikrat se zgodi, ker na nas se včasih obrne kdo, pa hoče, da razsojamo, kar mi ne počnemo in to tudi povemo. Ne? Seveda pa z zanimanjem prebereš, kaj je kdo zakuhal ali ni zakuhal. Ne?
In ugotoviš, da ljudje izrazito nepozorno berajo, na kaj so se prijavili. Ne? Vsako potovanje, vsake počitnice ima našteto v alinejah, kaj cena vključuje, in potem ima posebej, ker je to tudi zakonsko obvezano, našteto, kaj cena ne vključuje tega. In potem ima pod 3. točko napisano, katera so doplačila, ki so možne. In cena teh doplačil velja, če jih doplačaš prej, ne moreš pa kasneje, ne? Spet, doplačil. Ljudje niti tega ne preberou. To je res, ja. Ne? Ali pa jaz sem pričakoval, da bom na tem potovanju imel veliko boljše hotele. Lejte, kaj ste mi dali. Piše 3 zvezdice. Ja. 3 zvezdice. Velikrat nam je To je 3 zvezdice. brati pogodbene pogoje, a ne, Ali splošne pogoje, ne. splošne pogoje poslovanja. Nažalost je vse to treba kar prebrati, čeprav so zelo obsežni in včasih je res tudi preobremenitev z informacijami, a ne, že potrošnika, kaj vse bi že mogel vedeti. Ampak je potrebno, res je, slabo berejo, ne preberejo vsega in potem nastopi neka situacija in šele takrat. Zdaj smo zvedeli veliko, bom rekel, finih priporočil, kako zbirati tovrstne produkte, da si varen, da ne nastopajo ta razkorak med pričakovanji in tistim. Dejansko pa me zanima, ali na Zvezi potrošnikov je kakšna taka digitalna brošura, ki nas potovalno opolnomoča s temi pravicami ali ne, ker zdaj vidim, da je Zdaj recimo pri nam lahko na naši spletni strani, ampak nimamo pa kompleksa, da bi pokrili vse možne situacije. Ampak se bi bilo čudovita ena taka brošurica, kar je Mišo pravkar povedal, oziroma kar si tudi ti povedala, da dodaš teh 5-10 osnovnih načel, kako izbirati produkt. Mi imamo kaj je na dolžnost. naši spletni strani recimo brošure na voljo, pravice letalskih potnikov, recimo pravice pri najemu vozil, zelo obsežna brošurica, ker je kompleksno področje, recimo najem vozil, zelo pogoste so težave na tem področju. Tako da to informativno gradivo je na voljo. Ni pa vsaka situacija pa ni pokrita. Ne. Seveda, no, ampak da ne bomo Splošna tudi pazljivost je potrebna, ampak vsi smo že ranljivi, ne. Tudi če smo izkušeni, nismo na vseh področjih izkušeni. Pa še nekaj se moramo Dokler zavedati. nimamo neke svoje izkušnje, si niti ne predstavljamo, kaj nas lahko. In ki se moramo vsi zavedati, ne, mi živimo v družbi, ne, ki verjame v to, da je vsak posameznik inteligenten in se je sposoben pozanimati o neki zadevi. Ni pa družba odgovorna za to, da je posameznik informiran. In v Sloveniji imamo to specifiko moje generacije, ki je rasla v nekih drugih družbenih razmerah, kjer je bila država kriva za vse. Iz tistega časa nam je ostalo samo to, da še zmeraj država odgovarja za vse. Nihče od nas pa ne želi sprejeti svoje lastne odgovornosti za to, kar počne. In naša lastna odgovornost je tukaj zgodba, ki je politično neprimerna, ni popularna, s tem si ne dobivaš ne glasov, nič ne dobiš s tem, če to ljudem poveš, vendar se je sistem spremenil. Mi živimo v sistemu, kjer mora posameznik paziti nase. Ne? Če boš delal v slabo plačani službi, boš imel nizko pokojnino, ker bo odvodi za to pokojnino bojo nizki. Če boš delal kot samostojni podjetnik ali pa karkoli si boš plačeval nizke prispevke, bo malo denarja. Če kupiš avto, ki je poceni, ne moreš pričakovati vrhunskih rezultatov. Če ne boš plačeval zavarovanja za nepremičnine, potem v primeru neke nesreče nihče ne bo povrnil stroškov, boš imel samo izgubo. In tega imamo v Sloveniji zelo veliko. Država bi morala. Turizem je na prvem mestu luksuzna dobrina. Turizem ni socialni element, turizem je prosti čas, je čudovito preživljanje, tudi izobrazba, to je res, vendar mora posameznik sam vedeti, kaj želi kupiti, kaj to vsebuje, mora preveriti, ali mu to ponujajo, kar bo plačal, in ne more pričakovati, da bojo njegova pričakovanja, če niso zapisana, tudi zares uresničena. In če ne želi prebrati pogodbe, je to ni problem ponudnika, ampak je problem posameznika. Mi ne moremo človeka prisiliti, da prebere. Razumem, da ne bo pomote, jaz na tem mestu sem zadnji, ki bi kričal po neki novi regulaciji in na državo prenašal odgovornost Se ne bi za nič to, da ne zgodilo. izberejo. Mislim, da se ne bi nič zgodilo, kot običajno, ne, ker je Je pa res, da zakonodaja, zakonodaja težko izvajati. zakonodaja končni- itak vedno caplja za realnostjo. Za Ne? prakso.
Vse prakse se res nove in nove vzpostavljajo in v bistvu nismo niti pripravljeni na to, niti poučeni, ne znamo, recimo, ko so se te platforme pojavile, a ne množično, ni noben vedel, kdo pije plače, kdo je za kaj odgovoren, ne. In je zakonodaja kar rabila par let, da je uredila odgovornost posrednikov, pa še vedno jih ni, ne. Recimo na področju letalskih prevozov imamo ogromno posrednikov, ki še vedno nimajo nobenih obveznosti napisanih do potnikov, ne. Vem, sem se Tako že da- soočil tudi s takim zapletom. Tako je da bila draga dejansko šola. vse stvari tako razvijajo hitro, da dejansko jih je treba tudi zakonsko urediti, ker seveda, da potem ponudniki nepošteni izkoriščajo te situacije neurejenosti, ne. Imamo zdaj ravno, vedete, vi smo člani Evropske združenja turističnih organizatorjev, Slovenija zelo aktivna. Imamo težave recimo ravno z letalskimi prevozniki. Letalski prevozniki delujejo pod drugačnimi pogoji, kot delujejo turistična podjetja. In predvsem nizkocenovci ustvarjajo ogromno težav za svoje potnike, zato ker se ne držijo sploh zakonske regulative v Evropski uniji. Zelo pogosto ne poskrbijo za nadomesten prevoz, takrat, ko je treba, in to nepravočasen predvsem, ne nadomeščajo stroškov drugega prevoza, če si ga uredi potnik sam, in so pri vračilu denarja zelo zapleteni, preden sploh pride do česa, poenostavljeno eno zadevo. In ta vsota gre pri nizkocenovcih, ki so zelo zastopani na evropskem tržišču generalno, na slovenskem malo manj, pa kljub temu kar zadosti. To so ogromne številke težav, o katerih javnost ve zelo malo, zato ker pač ni popularno o tem poročati. Ampak to so ogromne številke in to so desetine in desetine milijonov evrov po posamičnem, pa verjetno sem rekel, kle malo, po posamičnem prevozniku, ki si jih zaradi neaktivnosti ali pa nemožne aktivnosti potnika, ker ga cela zadeva, da pride do konca postopka, traja bistveno preveč časa in živcev, preprosto prepustijo te denarje. Pa če gre za nepravična doplačila, kot so to recimo zdaj, če je zatiskanje boarding pasov, pa sedeži, recimo namerno razsedanje družin. To sem jaz v zadnjih letih že doživel. Vse, kar je bilo pravkar našteto, pa kdo ščiti te moje pravice, na koga se lahko obrnem, ker se želim na koga obrniti. Ja, zakonodaja na tem področju letalskih prevozov je 20 let ali več stara, ne. In dejansko so se stvari zelo spremenile in res se pa zdaj zelo intenzivno pripravlja revizija te uredbe in se že na politični ravni v bistvu že zbirajo v bistvu te slabe izkušnje in se te pomanjkljivosti, ki so, ne, obstajajo. Vključujejo se te tudi posrednike, tudi te nizkocenovne, vse te skrite stroške, pomanjkljive informacije in te slabe prakse pri recimo nizkocenovnih. Ne bi sicer rekli, da so tudi pri normalnih prevoznikih imamo enako število pritožb, ampak je res, da pa nizkocenovni imajo pa neke posebne prakse, kjer so teh v bistvu skritih dodatnih stroškov. Pa tudi recimo cene teh letalskih kart so tako poceni, da jo oni dejansko lahko izračunajo, kdaj se jim splača let odpovedati, ne. Ampak spet, Ker bi bila recimo izvedba leta dražja, ne, kot če... Kdaj se znajdeš kot ta višek na letalu, recimo, jaz nisem vedel, da se mi to lahko zgodi, recimo, bukiram nek čezatlantski let pol leta prej, jaz niti ne vem, a sem blazno nizkocenovno varianto bukiral. Jaz sem recimo plačal 1600 evrov za let, to je verjetno poceni, ne, seveda, to je čisto ekonomik. Eden od njih je bil tudi, sem letel tudi s Swissair-om, če lahko, ne, tako bi rekel, nek zaupanje vreden brand, na koncu ugotoviš, da si bil izločen in... Aha, so ga vrnili v krcanje. Ja, si na osnovi nekega razloga, ja. Zdaj tako, ne, prednost agencij, zakaj narašča število potnikov, ki potujejo z agencijami ali pa v agencijah kupujejo neke storitve, je ravno ta informacijski del. Ko doma na nekem portalu klikaš, kupaš razred Z, klikneš yes in imaš karto. Ne vedoč, kako polno je letalo, koliko stane neka povprečna, kako je s povezavami, ne, pač portal ti preda, ker mu je vseeno. In ko prideš tja, si v neke razpredelnice, to pa imajo letalski prevozniki, vse ti resno precej dobro razdelano, ne,
imajo, tako kot imajo listo potnikov za upgrade, imajo tudi listo potnikov za downgrade, vezano na lojalnostne programe, na ceno leta, na povezave, na vse kup faktorjev, ki na to vplivajo. Ne? In če letiš samo iz točke A v točko B, če je po možnosti v okviru njihovega programa tvoja točka A, da si začel na tem letališču, ne, potem te najlažje zavrnejo. In če imaš kombinacijo, da letiš samo en let, po možnosti nimaš prtljage, ker si kupil tarifo brez prtljage, te bo vrglo ven. Ker ti niso skoraj da nič dolžni, razen te sposlati na tisto točko. Dolžni so ti pač, dejansko Neče iz točke A, zato ker kupujejo ljudje sami, ne? In kupijo recimo Ljubljana, Cirih posebej, zato ker je najcenejša, če jo kupi posebej, on kupi pa tam še Cirih, ne vem, Chicago. Ja. In na Cirihu ga vrne že dol z aviona. Ko se prišli čekirati, mu rečejo, sorry, vi ste overbooked, jutri boste leteli. In rečejo, super, kje bom spal, bo rekel, nikjer, ker po našem letite iz Ciriha, nikam, vi ste v Cirihu, vaš problem. In še pozabijo ljudje, da Švica ni del Evropske unije, da ima povsem svojo zakonodajo, da ne veljajo nobena pravila. Razen če leti iz Evropske unije. To je druga stvar, ampak potem nima same karte, ne, se o tem govorim. Če leti, kar se tiče prevoznika, leti samo iz Ciriha. Wow, imaš zira. Ampak še to ne zanima, ne? Da ne bomo zdaj predali zašli zdaj s tem letalskim, kar je spet svoje področje. Svoje področje za en nov zato je treba imeti agencijo, ker nekdo ti bo pojasnil. Ko boš hotel to kupiti, ti bom povedal, jaz ti bom povedal, Miha, kupi to karto, ki je 52 evrov dražja, vendar si na tej karti iz Ljubljane do Chicaga. In če te slučajno vržejo vmes ven, te bojo po konvencijah, ki veljajo v letalskem prometu, ti bojo dali hotel, ti bojo dali 3 obroke, in mogoče boš dobil celo kompenzacijo za to. Če boš pa kupil 2 posamični karti, te pa lahko nekaznovano vržejo ven in te tudi verjetno prej bojo, ker vidijo, da te nekaznovano lahko vržejo ven. Agencija imamo svoj zakaj, raison d'être je tukaj. Zdaj pa dajmo mogoče tole debato simpatično skleniti pa z enim takim zelo dobro novico. Ker zdaj smo več čas govorili, kot da sta si potniki in agencije v nekem napol sovražnem odnosu, kot da je agencija na oni strani tista, ki si na vse načine prizadeva, kako bo okrog prinesla in seveda imamo na drugi strani potrošnika ali pa potrošnico, ki si želita za svoj denar, za čim manj denarja dobiti največ. In tukaj ne bi šlo za nek konflikt. Kar me presenetilo so pa številke. Koliko odstotkov prodanih produktov je pa takih, ki ne dosežejo pričakovali. Po vseh teh forumskih in internetnih gonjah sodeč bi rekel, da je tega 30%, ampak odstotek je pa skozi zanemarljiv. Moramo zelo razlikovati, kaj je organizirano potovanje, tisto, ki ga agencija organizira, tukaj je 0,03. Se pravi, 3 promile potnikov napiše pritožbo. 3 promile, dajmo to jasno, 3 promile potnikov napiše organiziranih potovanj. Napiše pritožbo. Subjektivnih čustev ne moramo ocenjevati, ampak teh, ki se jim zdi, da morajo napisati pritožbo in nekaj zahtevati, 3 promile. Ti odstotki so seveda povsem drugačni, lahko pri nekih, ne vem, samo namestitvah, vendar to ni turistično potovanje in to ni paket. To je samo ponudba nečesa. To, da koliko ljudi je nezadovoljno sobami na Hrvaškem, ne znam povedati, žal. Nisem gledal tega podatka, to zdaj še ne vem. Samo s pritožbami ukvarjamo, nimamo pa cele slike. Mi imamo samo podatek o pritožbah, in če bi rekli tako, v turizmu imamo na področju prevozov od slovenskih potrošnikov je 40% od vseh pritožb na področju prevoza, to so letalski, tudi rentakar, najem vozil, pa 15% pa približno pri namestitvah in podobnih turističnih storitvah. 15% v celem. Organiziranih potovanj pa skoraj ne znate. Organiziranih, malo od tega je pa majhen del na področju organiziranih. To si vse lahko pripiše kot tako? Ne, se ravno zato. To je pa... Vse v redu, jaz sem edini komunist, hvala Bogu. Jaz sem pa edini profesionalc, ki mi se to zgoditi in se kjer. Vsem upravičujem. Tudi jaz sem se že zgubil, kje v svetu, pa se tudi ne smel.
to bom rekel, zato jaz tako skačem na tisti stavek, da smo antagonistični potniki na agencije. Nismo daleč od tega. Potniki, ki potujejo z agencijami, so po ogromni večini zadovoljni, ker dobijo vse informacije, vnaprej jih seznanimo z možnimi zapleti, razložimo jim, kaj pomeni, in to je osnova agencijskega delovanja. Če pa to preskočimo, ali pa če tega ne želimo slišati, pa to je slabo. Ne? In moram reči, da jaz po vseh teh letih, pa sem 40 let v turizmu, po 40 letih kot študent sem začel, po 40 letih, ko nekam grem, poslušam uslužbenca, ki mi razlaga stvari, ker mi bo lahko povedal kaj pametnega. Ne mislim, da vse vem. Ja. Stvari se tudi spreminjajo, ni rečeno, da jaz lahko vsemu sledim. In zato nismo antagonisti, daleč od tega. Naš delež posla raste, zadovoljstvo potnikov obstaja, seveda v vsakem poslu se zgodi kakšna napaka, tudi v agencijskem, ampak generalno je to veliko bolj zanesljiv način potovanja od vseh drugih, ki so. Ja, ker to me presenetilo tudi zdaj znotraj agencije, ki nas gosti, agencije Oskar, sem seveda jaz poklical Borisa, sem rekel, Boris, da pa odkri fajl z vašimi pritožbami, pa mi pokaži statistiko, kako imate te pritožbe rendirane, pa po kakšnih fajlih spravljene, pa je rekel, če govoriš, sem rekel, o pritožbah, ker je rekel, mislim, to je praktično nezaznano, oziroma tega pri nas praktično ni. In očitno ta slika, statistika celotnega ceha to odseva, kar je zaključek, kaj potujemo z agencijami. Ja, razen v... In 3 promili možnosti so, da bo Jaz bom tako rekel, nezadovoljstvo z agencijo pomeni na prvem mestu zakonsko zaščito. Ker zakonsko je to daleč najbolj urejeno, katere so odgovornosti organizatorjev potovanja. Če ni drugega. Na drugem mestu si agencija ne želi privoščiti neke slabe reputacije. Če pa se že zgodi, bo agencija to poskušala v nekem najkrajšem možnem času tudi razrešiti. Nam rekel na zadovoljstvo potnika, ampak na objektivne okoliščine, ki so bile. Ker zgodijo se včasih tudi hecni primeri, ampak agencija generalno je neka garancija, vendar pa, kot si sam rekel, so tudi obveznosti potnika. Vzemi si, če greš na dopust, si pač vzemi pol ure časa, da ti nekdo nekaj pojasni. Vprašaj tisto, kar se ti zdi pomembno. In te stvari je dobro, da veš, kaj želiš vprašati. Koliko daleč je plaža, kakšni so kamenčki. Če ne veste, dajte vprašajte koga, ki ve. Koliko daleč je mesto, je tam kakšen barček. Ta hladilnik mi je bil tipičen primer te zgrano salis. Mislim, moraš malce vedeti, kaj lahko realno pričakuješ. Kaj lahko realno pričakuješ. In ta realno pričakovanje je najbolj pomembno. Če greš mimo arabsko deželo, se ve, kaj to prinaša. Če greš v azijsko, je tako. Če greš v afriško, je drugače. Če greš v Združene države, je spet drugače. Iti v Združene države in pričakovati, da ne boš na vse okletalno napitnine pri vsake stvari, ki jo kupiš ne mogoče. Ampak to ti bo agencija povedala. Naprej ti bo povedala, da 9,99 pomeni, da boš plačal še 15% davka na to storitev, potem boš dal pa še 15-20% napitnine. Se pravi, 2,99 hamburger te de facto stane $16. Zdaj veš, koliko stane, ne 9,99. In te stvari ti v agenciji lahko povedo, če ti pa nihče ne pove, potem imaš pa ja. Sem vzel samo $1,000, nisem me opozoril. Ja, mogoče si pa sam prišel, dajte mi sam ni časa, pa si šel, pa ti nisem me časa povedal. Tako da je evropska potrošniška zakonodaja. Vse je zakonodaja tudi za druge vrste pogodb, ampak ta potovanja turistična paše v potrošniško zakonodajo, ki pa je, kjer je potrošnik šibkejša stranka, in se ga tako obravnava napram podjetju. In je zato bolj zaščiten, in lažje uveljavlja pravice, če govorimo o Evropski uniji in podjetjih in agencijah in ponudnikih, ki so v Evropski uniji. Zato drugače zakonodaja tudi druge, ampak je pač urejena v posameznih državah članicah ali pa tudi izven v prostornosti držav, ni enotna. Ne veš, na kakšne pravice se lahko sklicuješ, zato o tem govorimo, izven Evropske unije. In stališča potnika je pomembno vedeti, da če potnik neko zadevo rezervira, plača in pri agenciji, je agencija tista, ki ima neke pogodbe, neka pravna razmerja z vsemi dobavitelji teh storitev, ker z njimi sodeluje permanentno, ne samo enkratno.
Se pravi, da kakršnakoli napaka ali težava, ki nastane, bo tudi dobavitelj bolj fleksibilen in hitrejši v odgovoru in v reševanju te težave, ker posluje s svojim stalnim partnerjem, ker se ogroža svoj posel. seveda. In zdaj nočem napačno zveneti, ker ti se ljudje ne potujejo sami. Ne pač potujejo sami, sej, zakaj pa ne? Ampak za neko res varno zadevo je pač agencijska stvar prava. Ne? Zdaj, če pa nekomu to res ne odgovarja, pa včasih se ni smiselno, ne vem, če želiš z Ljubljane v London, da rabiš samo letalsko vozovnico, greš in si jo kupiš. Ne? Gre za to, da pač hočejo ljudje imeti svojo izkušnjo, ne, in sebi na svoje interese in želje prilagoditi potovanja. Ne. Agencija pa je pač nekaj fiksnega, ne, in bolj mogoče množični turizem. Ne, ni res, ne eno, ne drugo. V tem je razlika. Jaz vidim tukaj razliko, no, da zato pač človek ne gre v agencijo, če želi neko svojo izkušnjo imeti. Turizem se je zelo spremenil. Vsaka slovenska agencija, ljudje samo to včasih vsi naredo. Mlajša generacija dela individualne aranžmaje, ki so paket. Ne, lahko greš sam ali pa s tebi ljubno osebo nekam, ne? Greš v agencijo, ti bodo uredili letalski prevoz, izletke. Lahko grem jadrat čez Atlantik, lahko grem na Everest. To je paket, ti imaš odgovornega organizatorja. Ne? Lahko se pa seveda odločiš, preživiš nekaj večerov iz čuč ponudbe, ampak pa si pa ti organizator. Ne? In to je mogoče, kaj mora potnik razumeti. Ne? Če potnik organizator odgovarja, kot sam sebi odgovarja. Za vse napake, za vse težave. In to, kar pravi Romana, ne, 25 ali pa 30 let nazaj so ljudje, ki so šli sami nekam, vzeli v zakup, da bo šlo nekaj stvari narobe in da to del privlačnosti potovanja. Vlak je zamudil, spustili smo hotel, poslali so me gledati jašek na mesto, sploh v kakim Barceloni. Dobil sem drisko. In te zadeve je bila to avantura, ne. Danes smo pa v taki bolj družbi, ki je bolj kvirulantska, radi se tožimo, radi zahtevamo nekaj, ne, imamo vsi veliko pravic. Ne. Zdaj pa pričakujemo, da bo nekdo plačeval naše napake. In večina najbolj ogorčenih odzivov je ravno takrat, ko ugotovimo, da ni nikoga, ki bo plačal za naše napake, da je to naša napaka. Ali pa, ne, da bi mora biti nekdo moral, ne, pa kakšen nizko cenovniku, no karto 29,99, ne, mu je čisto vseeno, kaj se z nami dogaja, nas bo še videl ali ne, ker itak operirajo z milijoni, ki padejo na ceno. Zadnjič sem bral Ryanair, 70% nezadovoljnih letalskih potnikov, ker si letijo spet z Ryanairjem, zato ker si nekaj jim ustreza. Mogoče bojo imeli srečo, pa bojo. Tako da ljudje veliko govorimo, ni pa nujno, da mislimo to, kar govorimo. Pri Ryanairu ugotovimo, da ekonomija včasih ne odgovori na vse naše potrebe. Ne? Ampak to je mogoče pa že fenomen za še eno posebno dajo. Jaz vam želim uspešno delo vsakemu na svojem področju še naprej. Zdaj smo ugotovili, da ste pravzaprav zaveznika. Ne? Naravno zaveznika. Naravno zaveznika. Hvala vam za to. In hvala vam tudi za to, ker odhajam tokrat tu je veliko poučen, kot sem prišel. Pa ne prestrašen. Pa ne prestrašen. Življenje je avantura, tako da to uredno. Življenje je avantura. Najlepša hvala obema. Hvala, življenje. Hvala vam za pozornost, pa evo, na svidenje oziroma na slišanje v naslednji epizodi.